Spoštovane gostje, udeleženke in udeleženci vseh generacij, pozdravljeni. Veliko čast mi je zdaj že drugič stati na tem modru in ob tej priložnosti organizatorjem, še posebej predsednici Upokojenske zveze gospe Zdenki Jan, izrekam vso zahvalo za priložnost in prepoznanje, da smo naše ministrstvo in zveza ključen tandem v gradnji medgeneracijsko povezane družbe. Spoštovano predsednico sva od ustanovitve ministrstva v rednem stiku. Ne morem trditi, da se vedno in vsem strinjava, a vedno in pri vseh rečeh prideva do skupnega imenovalca. Naše partnerstvo in prijateljstvo nadvse cenim. Zveza društev upokojencev sam vidim kot enega najbolj pomembnih partnerjev ministrstva in vlade nasploh. Torej, hvala. Pozdravljam tudi kolegice in kolege, poslanke in poslance, članice in člane upokojenskih organizacij in ostalih organizacij. V dvorani vidim tudi predstavnike organizacij socialnega varstva. Veseli me, da je medgeneracijsko srečanje vedno tako polno obiskano. Medgeneracijsko sožitje je temelj delovanja naše skupnosti. Vsaka generacija se je in se še v različnih zgodovinskih obdobjih sooča z različnimi izzivi. Nekoč se je na otroke, na primer, gledalo kot pretežno na delovno silo. Starejši so tedaj imeli pomembno vlogo, na primer pri prenosu znanja, vrednot, aktivni pa so bili lahko tudi po 65. letu, ko je v sodobnem času čas za upokojitev. V današnjem času so generacije otrok malo številčne, bolj jih cenimo zaradi poznavanja sodobne tehnologije, postajajo prvič v zgodovini tudi sami učitelji starejših. Kljub temu pa so tudi mladi danes srečujejo z vrsto izzivov. Posebej je pereče reševanje njihovih stanovanjskih problemov, kar je tudi kolega izpostavil. Industrijska revolucija in neoliberalizem sta starejše pahnila proti robu družbe. Ko se je nanje po odhodu v pokoj gledalo pretežno kot na breme družbe, saj njihovega dela ni bilo več unovčiti za dobiček. Šele v sodobnem času se vlogo bolj ceni in pomen starejših in njihov doprinos k delovanju družbe. V zahodni družbi je prisoten starizem. Z drugo besedo ga sestavljajo stereotipi, predsodki in diskriminacija do starejših, pa tudi do mlajših. Pri starizmu gre za pomanjkanje razumevanja resničnosti, v kateri živijo ljudje drugih starostnih skupin, oziroma gre za diskriminatorne prakse do neke starostne skupine. Če povem samo en podatek, Svetovna zdravstvena organizacija med drugim navaja zanimiv podatek, da ljudje, ki gojijo starizem do starejših, povprečno živijo 7 let manj. Kot tisti, ki imajo pozitiven odnos do starejših in do starosti. Mislim, da je to povsem logično. Tisti, ki v sebi gojijo starizem, svoje občutke ponotranijo in na to sami postanejo starejši, se tudi sami začnejo obnašati tako, kot so si staro zamišljali celo življenje. Zelo sem vesel današnjega dogodka, dnevov medgeneracijskega sožitja, ki predstavlja pomemben del mozaiku preseganja razlik med ljudmi različnih starosti in ozaveščanja o različnostih, s katerimi se soočajo različne starostne skupine v sodobni družbi. Nedvomno so medgeneracijske aktivnosti in s tem tudi današnji dogodek pravi način za ustvarjanje družbe, prijazne ljudi vseh starosti. Tisti del civilne družbe, ki je nadvse aktiven, in s tem gledam predvsem proti ZDUS-u, prispevate medgeneracijskemu sožitju v družbi s projekti in programi, kot je ta današnji, a naj dodam, da niti slučajno ni edini. Spomnim se recimo na izjemne dosežke in nedavno visoki jubilej programa Starejši za starejše. Ob tej priložnosti pa naj zbranim izpostavim tudi strnjeno poročilo delo pristojnega ministrstva in vlade na področju starejših
in medgeneracijskega sodelovanja v letu dni, ki so za nami. Lansko leto smo namreč v življenje pognali dolgo pričakovano ureditev dolgotrajne oskrbe, ki bo v polnosti zaživela z letom 2026. S posebnim zakonom urejamo kadrovsko problematiko v socialnem varstvu, tudi v domovih starejših. Tu je še rekordna uskladitev pokojnin. Pokojninska reforma, ki jo pripravljajo kolegi na Ministrstvu za delo, je pred vrati. Vlada je ravnokar priskrbela milijardo evrov, da bodo stanovanjski skladi lahko v naslednjih 10 letih zagotovili gradnjo novih javnih stanovanj. In naj posebej poudarim, to niso stanovanja samo in izključno za mlade, to so stanovanja za vse. Tudi med starejšimi je stanovanjska stiska pereč problem. V času tega mandata, še pred omenjenim zgodovinskim mejnikom, pa smo zagnali že v tem času gradnjo približno 2000 stanovanj. Tudi ne mine teden, da ne otvorimo kakšne nove investicije, bodi si v institucionalnem varstvu, kakšen nov prizidek, kakšen nov dom starejših, varovanja stanovanja in tako naprej. Projektov in uspehov je še veliko. Če sem začel s tesnim povezovanjem z DUS, naj z njim tudi zaključim. Na tem mestu izrekam posebno prepoznanje in zahvalo za ves trud, ki ste ga vložili na čelu Upokojenske zveze, ko smo skupaj iskali rešitev za ohranitev sistema e-oskrbe. Seveda smo pristranski, a menim, da tako plodnega sodelovanja med civilno družbo in politiko na področju starejših, kot smo mu priča zdaj, še nismo videli. Najlepše hvala. Čisto v koncu pa se obrnem na čudovit citat britanskega glasbenika Davida Bowieja, ki sem ga že večkrat izpostavil, pa še ga bom. Saj podrobno povzema samo jedro našega skupnega dela in naporov, da našo družbo preoblikujemo v tesno povezano in zrelo medgeneracijsko skupnost solidarnih ljudi. Takole pravimo: staranje je čudovit proces, ki te spremeni v človeka, kakršen bi od nekdaj moral biti. Sam dodam še, da enako velja tudi za skupnost. Spoštovane udeleženke in udeleženci, upam, da se vidimo in poklepetamo na našem razstavnem prostoru. Hvala za pozornost, festivalu pa želim na poti vse dobro. Srečno!